Vsak dan znova rada vstopim v to hišo in že na poti proti pisarni v mislih preletim dnevne obveznosti in tudi pomislim na to, kaj mi bo konec delovnega dne prineslo zadovoljstvo. Gotovo je to dobro opravljeno delo, pa prijetno vzdušje med zaposlenimi in študenti in da lahko koga nasmejim, pa moja obvezna jutranja kavica. Pa tudi zato rada vstopam v prostore naše fakultete, ker se zavedam, kako pomembno poslanstvo ima. Študenta opremiti s strokovnimi znanji z humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega, religioznega področja in tudi področja medsebojnih odnosov. Kakšna raznolikost vsebin, ki so aktualne in če si hočemo priznati ali ne, vplivajo na naše vsakdanje življenje. Od vpliva na politiko, medicino, kulturo, sprejemanje zakonodaje, etiko. In že tisočletja je znano, da študij teologije in religiologije povezujemo z razvojem in napredkom tudi drugih znanstvenih ved, pa tudi z intelektualnim razvojem in napredkom posameznika in družbe kot celote. In danes ni nič drugače. Le skupno delo obrodi sadove, tega se kot vodstvo fakultete dobro zavedamo, zato so vsi naši zaposleni na tak ali drugačen način vpeti v uresničitev našega osnovnega cilja, to je uresničiti pričakovanja tistih, ki se na našo fakulteto vpišete. In tudi, da smo raziskovalno odlični. Vesela sem, da sodelavci v referatih, v knjižnici, na kadrovskem in finančnem področju, v tajništvu, pa tehnični sodelavci svoje delo opravljajo temeljito, odgovorno in predano. Tak je tudi moj pristop k delu in dobro opravljenega dela se skupaj veselimo. Pa tudi sicer najdemo številne razloge za druženje. Eden od bolj prepoznavnih dogodkov je dan teološke fakultete, kjer je skoraj tako napeto vzdušje kot na izpitih, ampak samo vloge so pa obrnjene kot v predavalnici. Pridružite se mi na naši fakulteti, če bi radi bolje razumeli svet in svet spreminjali na bolje.